Naročamo medicinske pripomočke, zdravila ne naročamo, zato ker je pač zakonodaja na tem področju še malo bolj omejujoča. Preprosto gre za spletno združenje, za spletni portal, kjer se v bistvu zdravniki včlanijo noter in ko zberemo proizvajalca, takrat sprožimo naročilo in vsak posamezen zdravnik, ki ima to možnost v Sloveniji, nima pa vsak, večinoma so zobozdravniki, potem oddajo svoje naročilo in ko v določenem obdobju zberemo dovoljšno količino naročil, le to podamo proizvajalcu in ta nam dobavi naročila oziroma izdelke. Odločil sem se iz preprostega razloga, ker jaz kot zobozdravnik delujem kot podjetnik tudi. Imam podpisano pogodbo za zavarovalnico in seveda namen mojega dela je poleg tega, da končnega učinka, da pozdravim pacienta, da ga pozdravim učinkovito in kakovostno. In pod učinkovito pomeni tudi, da moramo tudi v segmentu dobave materialov stvari delati racionalno, pretehtati vsak denar, ki ga dobim za plačilo in to je bil seveda razlog, da sem se lotil te stvari in seveda sam se tega ne bi mogel lotiti, pomagal je internet, pomagal je IT znanje, pomagali so kolegi in skupaj smo ustanovili komuno in se začeli združevati. Učinki so konkretni, pri vsakem naročanju, odvisno od koliko naročiš, profitiraš 60-70%, manj denarja daš za plačilo za materiale, kot bi ga dal, če bi šel v slovensko trgovino k slovenskemu dobavitelju. In to vsak posameznik začuti ta učinek. Tako da učinek je zmeraj vsakič, ko nekdo naroči. In čim več nas naroči, tem bolj komuna živi. To je to. Enkrat povezujemo približno od 80 do 100 ljudi, to je pač komuna, ki je fleksibilna, tako kot na Facebooku, nikoli ne moreš videti, koliko ima članov, enkrat več, enkrat manj. Važno je, da takrat, ko naročimo, da se takrat pojavi oziroma zberemo čim več naročil in da zadostimo pogojem proizvajalca, ki pa seveda nam postavlja omejitve na podlagi količine naročil.